Prehajamo na 6. točko, predlog programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe, odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 25, obdobje 25-28 Predlog programa je objavljen v gradivu številka 16, predlagatelj župan, poročevalca pa Marjan Semprimožnik, Timon Matej Štritov in pa Vesna Blagojevič Kern. Besedo ima Marjan Semprimožnik. Hvala za besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, pred vami je predlog programa o izvajanju obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadne in padavinske vode za leto 2025. V skladu z določili odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za upravljanje gospodarske javne službe, odvajanje odpadnih in padavinskih voda in koncesijske pogodbe za upravljanje obvezne gospodarske javne službe, odvajanje odpadnih in padavinskih voda, je koncesionar zavezan, da koncedentu vsako leto predloži program odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik. Program izvajanja vam je bil posredovan, bolj podrobno ste ga lahko prebrali, zato prosim, da ga sprejmete oziroma podate pripombe. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima Karla Urh. No, z tega mesta zdaj bom pa rekla, glede na to, da sem se prejle oglašala, s vsem spoštovanjem do koncesionarja, ki mora skrbeti za varno, čisto pitno vodo, z dodatki, ki jih pač mora plasirati v to vodo, zato da so nekako brez vseh, bom rekla, živih organizmov, ki so lahko prisotni. Sej, veste, pred kratkim smo brali, pa se po televiziji srečali s podatki, kako je celoten Maksimarket v bistvu zaražen in ga še zdaj niso očistili. Jaz ne dvomim o kvaliteti dela koncesionarjev, ker če delajo te raziskave in pregledujejo vzorce in vzorčijo, da za to skrbijo. Vendar, a veste, moja razprava ni bila kar tako, kot je v 3 dni, ker ko velikokrat mogoče ponoviš določene pomisleke, opozorila, se sčasoma dotakne še koga drugega, nisi več osamljen. Čeprav gre za vse nas, veste, predvsem pa za naše otroke in za naše vnuke. In glede na tole, pri kateri točki smo pa zdaj, pa je problematika, ki se navezuje na turizem, na masovnost, na vse to, kar vsi dobro vemo, ampak odrivamo, če se le da še malo, sej bo že. Ko bo pa toliko zaraženo, da ne bo več šlo, potem bomo pa že ukrepali. A do tam bomo morali priti, da bo, ne vem, 1000, 2000 ljudi zboleli ali pa še več. Ampak dajmo to mogoče v obzir. Poskušajmo z tega vidika narediti kaj več, ne samo enkrat letno na vse naše stroške odpeljati goščo iz Velike Planine dol, na naše stroške, iz proračuna. Zakaj že? A veste, jaz ne vem, kam gre pa vse ostalo, sem vam že vprašala. Dol. Kam? Dol. V dolino. V zajetje tudi Iverje. Glede na 171 študenčkov pa pritokov, jih je slaba četrtina še nekako uporabnih, ostali pa niso. In tukaj je pa tista, bom rekla, resna in rdeča opozorilna tabla zdaj, da moramo res nekaj narediti. Ne prenese Planina masovnosti. Visokokraški svet tega ne zdrži. In tudi dolina Kamniške Bistrice, pa naj bo od kogarkoli. Naša zahteva je, da se to reši in pristopi takoj. Zato argumentirano zdajle tukaj rečem, da so, kljub temu, da mislite, da so omejitve, da se ne da, so tudi vmesne postaje, kjer se da. Zato samo reči, ja, to se pa ne da, zakon je bil sprejet, ta pa ta, to ni res. To ne drži. To ni zacementirana stvar. Zakon je živa stvar, ki se jo rešuje, zapomnite si to. So podzakonski akti in tako naprej. Zato, da res ohranimo
tisto prejšnjo točko in pa vodo, moramo poskrbeti za padavinske in pa vse te površinske, fekalne, opremljene z razno raznimi elementi, ki niso samo mikrobiološke, ampak so tudi veliko prisotnostjo kemije, katere se pa ne da skuhati in pa prekuhati in ohraniti, da jo mi ne popijemo in da ne zbolimo. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala. Jaz imam eno vprašanje tukaj noter, vidimo v gradivu je tudi odsek Stranje-Godič. Vemo, da je tam bila v poplavah poškodovana in da je tudi malo tekel proti ali pa celo v Kamniško Bistrico, ker ni prej zemlja pobrala. In me zanima, če je to že saniran ali je še vedno stanje tako, kot je bilo. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani vsem skupaj. Imam eno vprašanje, in sicer, da v Kamniški občini se pravi je kar precej tega, da je se pravi, ki tečejo seveda od vodavanja, ki tečejo v čistilno napravo, potem v Domžale. Tudi občina subvencionira te male čistilne naprave in me zanima nekje bil, do kdaj je dej ta rok, mislim, da je bil podaljšan. Tam, kjer pač ni, kjer ni javne kanalizacije, ne bi se pravi hišne številke ali pa pač ti objekti zgradili male komunalne čistilne naprave. In nekdaj, mislim, da je bilo to do leta 25, je zdaj podaljšano, ne vem do kdaj, ampak me to zanima, če mogoče se ve, do kdaj je ta zakonsko podaljšan ta rok, da naj bi vsaka hiša imela pač čistilno napravo tam, kjer ni kanalizacije. Hvala. Zdaj za vprašanje glede investicije v Godiču, pa glede tega roka, to pa tim. Izvoli, Marjan. Investicija v Godiču je v fazi zaključka, čakajo se še določene naprave, pa potem še, da se zadeva zaključno, tako da je v fazi zaključka. Glede roka za vgradnjo malih čistilnih naprav oziroma za opremljenost vseh aglomeracij, kjer je pač potrebno zgraditi sisteme, je pa kakšen rok ali? To bomo pripravili odgovor. Je podaljšano do 2027. Tak je zdaj odgovor. Bomo preverili, če ni tako, bomo pa pač javili. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadne in padavinske vode za leto 2025 obdobje 2025-2028. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.